Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Kot smo že napovedali, sta danes v naši družbi dva fanta. In sicer člana skupine Septima. Gotovo dobro poznate to skupino, ki se je zadnjim videospotom dotaknila naših src. Pa sicer se tudi dotakne na svojih nastopih. Že kar nekajkrat smo imeli priložnost prisluhniti njihovim lepim napevom. Danes sta z nami dva Francija, Franc Kociper in Franc Magdič. Lepo pozdravljena. Pozdravljena. Kako dolgo pa pravzaprav skupina, vokalno-instrumentalna skupina že obstaja? Ja, v bistvu smo v taki zasedbi nekje 3 leta. Skupaj smo prišli na enem gostovanju tamburaške skupine Pika Poka. Takrat smo 4 člani prišli kot vokalna popestritev. Ugotovili smo, da nam zadeve lepo rečejo in smo čez čas začeli skupaj prepevati in igrati. V letošnjem letu, v začetku leta, smo pa v bistvu ustanovili še to vokalno-instrumentalno skupino Septima, čisto z namenom tem, da smo lahko tudi začeli z lastno produkcijo. Pomeni, ja, seveda, vsi ste izkušeni glasbeniki. Gospod Franc Magdič, vi ste se že izkazali tudi kot zborovodja včasih. Kaj vam tiste izkušnje od nekoč dajejo? Kajti recimo tudi lepo zapojete, ne, vsi v Septimi. Ja, to je bil tudi povod, ko smo se združili, zato ker je to vokalno petje 4-glasno, ker ga večinoma dalmatinske pesmi, ki jih izvajamo, je podlaga to 4-glasno petje in to nas je tudi združilo, bi rekel, na začetku. Tako da smo tudi videli, zakaj, ko smo ustanovili to skupino Septima, še tudi zraven deluje v istem sklopu tudi še vokalna skupina Holermus. Tako da se pojavljamo v obeh izvedbah. Je pa zanimivo, da so te izkušnje kar velike. Damo si, vsi so izkušeni pevci, bi rekel skoraj, vsi so nekje peli v nekih zborih, tako da bi rekel, vsi vejo, zakaj se gre, oziroma neke malenkosti popravimo in to je to. Seveda pa je vajin obisk danes tukaj ni slučajen, kajti predstavili bomo vaš novi videospot. Gre pravzaprav že za drugi videospot, enega ste že posneli z ansamblom Štrk. Ja, res je, v lanskem prednovoletnem času smo posneli skupaj skladbo z skupino Štrk in tisto nam je dalo nekako motivacijo tudi, da smo posneli lastno skladbo, ki je bila v pripravi že kakšne leto pa pol, skoraj 2 leti. In smo nekoliko kolebali okoli tega, jo izvesti, ne izvesti. Zadeva je bila skoraj pripravljena in po tem snemanju smo naredili studijski posnetek in kasneje se odločili tudi za videospot. Gre torej za vaš novi videospot z naslovom Reci, da boš moja. Kdo je napisal tekst? Tekst je napisala Mili Korpar, glasbo pa je naredil Tomi Valenko. In tudi pri njem smo to stvar posneli. In tako je rekel Franček, stvar je bila, ko smo snemali, smo že videli, da nam je stvar leži. V studiu smo se zelo dobro počutili in na koncu je prišla pač ideja, glej, posnamemo videospot, smo se povezali s tem televizijo Veseljak in moram reči, da smo super posneli. Bili smo sama mlada skupina, bila z nami in je bilo res. Smo se zelo lepo imeli na samem snemanju. Ja, seveda, to so posebna doživetja. Podlaga pa je seveda audio, ki ste ga torej že posneli v studiu Toni Valenko, kot ste povedali. Kako pa recimo to poteka? Kako pripraviti, recimo, da gremo od začetka, kako pripraviti eno takšno skladbico? Najprej vokal ali je najprej glasba? Česa se najprej naučite? Ja, v bistvu smo najprej vokalno poskušali razdeliti. Dobili smo neki demo posnetek, na katerem smo nekaj sami naredili. Predvsem glasovno smo tu šli v 2 strokovnjaka, kot imamo Francija in Dominika, sta malo glasovno razdelila te zadeve.
Poskušali smo to najprej glasovno obdelati, dodali smo še inštrumente. Seveda je to bilo kar nekaj spreminjanj, da smo zadevo dali v končno obliko. No, predvidevam, da ste za aranžma poskrbeli vsi skupaj, vsak je torej dal nekaj. Ja, na koncu koncev smo mi dodali to vokalno in instrumentalno. Končni aranžma pa je bil tudi strani Tomija Valenka, ne, ker njegova skladba je v njegovem studiu, tudi on je določene ideje. Ne, smo se že prej dogovorili, mi smo mu poslali neki posnetek, ne, njemu v vednost, in on je nam potem rekel še neke spremembe. Ko smo prišli v studio, bi rekel, smo kar na hitro naredili to, ker je bil on zadovoljen, pa mi seveda z njegovim delom. Da to pomeni seveda, da ste bili tudi dobro pripravljeni. Ja, seveda. No, sicer pa predlagam, da si ogledamo ta video spod, da bomo sploh vedeli, o čem govorimo. Septima, reci, da boš moja. Moj dotik te več ne gane, čutim, da se oddaljujeva. Duša več ne diha zame, v meglica sam se iščeva. Oči zaprem, ko te poljubljam, na razpotje cesta sva prišla. Zdi se mi, da te izgubljam in da se ne bova več našla. Reci, da si moja, da še vedno čutiš kot nekoč, saj še vedno roka tvoja v meni prebudi to moč. Reci, da me ljubiš in da ne boš nikdar pozabila tiste julijske večeri, ko sva prvič se ljubila. Tebi našel sem vse sanje, dobro veš, da ti si zame vse. Vedno bom verjel le vanje in da vzet ne more mi nihče. Morda je bil le en trenutek, ne bi taki neboje razjasnila. V meni je še vedno ta občutek, da drug za drugega sva se rodila. Reci, da si moja, da še vedno čutiš kot nekoč, saj še vedno roka tvoja v meni prebudi to moč. Reci, da me ljubiš in da me boš nikdar pozabila tiste julijske večeri, ko sva prvič se ljubila. Tiste julijske večeri, ko sva prvič se ljubila. Tako ne, videli smo, da je videospot v teh naših lepih krajih posnet na Jeruzalemu, večinoma. Kdo pa sta glavna akterja, glavna
igralca, protagonista, no, če že tako rečemo, v tem videospotu. Blanko Ravšel Kosi smo spoznali, kdo je ta fant zaljubljen? Ja, fant je Meškov Aleš, policist z policijske postaje Ormož. Moram reči, da smo imeli kar težave najti igralce, kljub temu, da imamo kar nekaj uspešnih igralskih skupin v naši okolici, se nekako bojijo pokazati ali pa stopiti pred kamere. Mislim, da sta z odliko opravila to, glede na to, da nista profesionalca, da je nam vsem je bilo njun nastop zelo všeč. Tudi na samem snemanju sta se obnašala kot kakšna profesionalca, tako da tudi celotna ekipa je bila z njima zelo zadovoljna. No, verjamem, da ni slučajno, da ste si videospot dali posneti na televiziji Veseljak. To je že del promocije. Najbrž je to vzrok, ker vemo, čemu največ pozornosti posveča televizija Veseljak. Ja, seveda, to je bilo tudi, načeloma smo se pogovarjali, kaj pomeni, ne, iti z svojim videospotom ali posneti ga v svoji režiji, pa ga potem dati v predvajanje. In smo ugotovili, da oni to naredijo, prevzamejo tudi predstavitev videospota in vse ostalo, tako da tudi oni so kar gledana televizija, ne, kaj se tega tiče, in smo tudi tam posneli eno oddajo, tudi predstavitev tega videospota. In na koncu nismo nekaj kolebali, bi ali ne bi, ne. Ko smo dobili njihovo ponudbo, smo se takoj tudi odločili, gremo pa posnamemo. Kako dolgo pa je trajalo to snemanje? Ja, snemanje je trajalo od 1 popoldne pa do 10, pol 11 zvečer, ne. Je res, da smo pričakovali, da bo bolj zapletena situacija. Malo smo imeli vremenske neprilik mezmes, ampak to je vse spadalo zraven k videospotu in so vsako stvar, ki se nam je zgodila, so uporabili, ne? In to je bilo fez zanimivo. Tudi na koncu ta nevihta, ki je pač prišla, je tudi na koncu prikazana, da na koncu dežuje, ne? In to je super, ne? Ja, seveda pri takšnih videospotih vsaj domnevam, režija verjetno prihaja kar sproti, ne? Situacije dajejo tudi čar vsemu temu. Ja, sama ekipa Veseljaka je bila zelo taka dinamična, mladi ljudje in seveda so vsako stvar, tudi če smo mi sproti imeli kako idejo, so poskušali to vkomponirati. In se pravi, tako kot je že Franci rekel, vsaka sprememba vremena so znali tudi izkoristiti, tako da je bolj pestro tudi samo dogajanje v videospotu. Tekst, sama pesem je seveda zelo romantična, ljubezenska. Kako vam je recimo pri srcu, ko si sedaj pogledate ta končni svoj izdelek? Jaz osebno lahko za sebe rečem, da sem zelo zadovoljen. Nisem si znal v začetku predstavljati, da bo sploh do takega izdelka prišlo, ker je leto naš prvi samostojni projekt. In od same glasbe, besedilo je tako življenjsko, se pravi po določenih letih skupnega življenja se dva odtujita in se sprašujeta, ali še pravzaprav se tu moški sprašuje, ali še ga ima rada, ne. Tako da mislim, da je pesem taka, ki gre tudi v uho, tako da upam, da bo tudi poslušana. No, to, da ste danes tukaj, da bomo to vašo skladbo oziroma videospot promovirali tudi na naši domači televiziji, je seveda možnost, da bo videlo ta videospot tudi več domačinov. Kakšni pa so odmevi? Kaj pravijo vsi tisti, ki so že videli to? Jaz moram reči, da so zanimivi, ne. Večinoma nas pohvalijo, ne. Imajo kakšne zanimive, ne, od igralcev do vsega tega, ne. Čisto zanimivo je to, kje smo jih našli, zakaj smo jih našli. Tako je Franček povedal, problem je bil, ne. Mi smo do zadnjega trenutka rabili igralce, ne, in smo iskali in tudi prek Facebooka, tudi prek prijateljev, ne. Mislili smo, da bo lažje najti to, ampak moram reči, da odziv je zelo dober. Zelo dober. Na končni izdelek, seveda. Tako. Kako pa je prišlo takrat, ko ste posneli prvi videospot z ansamblom Štrk do sodelovanja s tem ansamblom? Ja, to pa je potem gospod Lebar
ne, on je nas slišal na gosti njegove hčerke. Oziroma, se smo se že prej videli eni parkrat na nekih nastopih in takrat se me je to zelo dopalo in je sam po sebi to skladbo napisal in prvo je klical nas. Smo se dobili, pa smo se malo pogovarjali, no, on je predvajal demo, bi rekel posnetek, ki ga je on sam posnel, če smo pripravljeni sodelovati, seveda. Zakaj Takoj, pa ne? ne, seveda, takoj smo bili pripravljeni sodelovati. Res, in oni so, ta stvar smo posneli skupaj v studiu njihovem, tako da moram reči, da je bilo, za vse so poskrbeli, vzdušje je bilo lepo, tako da, res. Seveda bomo za konec, čeprav še ni Božič, ne, še kar nekaj časa do Božiča, si bomo še pogledali tudi ta videospot. Kako pa se rangira vaša skupina? Ste torej tamburaši, kako se imenujete? Oziroma, kako pravite sami sebi? Je to tamburaška skupina, vokalno-instrumentalna? V bistvu smo ravno iz imena izpustili take zadeve. Mi smo glasbena skupina Septima, zato ker v glavnini res izvajamo dalmatinske pesmi, bi lahko bili Klapa, vendar bi se s tem omejili, ne? Zato smo rekli, da bomo glasbena skupina, ki izvaja raznoliko glasbo v naših priredbah, se pravi v glasbeni izvedbi tamburaških inštrumentov z harmoniko. Tako da smo se odločili, da pač ime bo samo skupina Septima. Izvajamo pa tako, se že marsikdo nas videl na nastopih, od dalmatinske glasbe, zimzelenih slovenskih melodij, narodno-zabavne glasbe, vse v izvedbi seveda z našimi inštrumenti. Se boste vključili tudi kaj v krajevni praznik krajevne skupnosti Ormož s svojimi nastopi? Ja, v petek imamo tudi obe skupini vokalno, skupina Holermos, potem pa na koncu še Septima bomo zaigrali še na konci par pesmi, to je stvar dogovora še potem, ampak v petek sodelujemo, pomeni 16. zvečer. Veliko nastopate, vse posod vas je pravzaprav slišati, kjer si človek zaželi malo lepe glasbe za dušo in srce. Kateri so recimo takšni vaši nastopi pomembni, na katere ste recimo ponosni? Ja, v bistvu nas vabijo na vse dogodke, ki so nekaj posebnega v življenju, ali je to rojstni dnevi, ali so to kakšne obletnice, poroke. Tako da smo letos že kar razširili našo območje delovanja, smo vse od Lendave do Velenja, skoraj rečemo polovico Slovenije, obdelujemo. Letos smo bili tudi povabljeni na koncert Mance in Smajlove v Bogenšperk, tako da smo kar veliko območje in repertoarje pa pravim prilagajamo zadevi, na kateri igramo, večinoma pa igramo kot neko presenečenje, neka popestritev tistega večera. Kakšen rojstni dan, ne? Nepričakovani gostje. No, zanimivo je to, veliko ansamblov je, saj vemo, ne? Razno raznih, ampak vi ste res poskrbeli za nekaj posebnega. Verjetno je tudi to čar vaše skupine, oziroma to je tisto, kar pritegne. Niste običajen ansambel, ne? Pač pa tamborice in pač poseben melos. Ja, se to je, ne? Mi smo šli zavestno v to, ne, da delamo nekaj svojega, ne? Mi Avsenika, ne, recimo priredbo Avsenikovo, recimo ko pridemo na neki nastop, pa rečemo, da bomo zaigrali Golico v priredbi z tamboricami, ne, in je to zanimivo tudi za ljudi, ne, tako da delamo res nekaj posebnega, ampak tu smo tudi dobili eno potrditev gor na intervjuju na Radio Veseljak, ko so nam rekli, dosti je tej fretonarc, klavirskih harmonik oziroma kvintetov, ne, v takih skupinah, kot ste vi, ne, pa ko lahko zaigrate, bi rekel, slovenske narodne, evergrine, narodno zabavne, potem pa dalmatinske seveda, ne, in je, da se lotimo vsega, ne, in zato smo tudi verjetno malenkost posebni, ne. Ja, to ravno ta melos, ne, je Ja, značilnost ja. vaše skupine in daje poseben čar vaši skupini Septima. Verjamem, da vam načrtov ne manjka, bo kmalu še kakšen videospot, še novi komadi. Ja, v načrtu imamo še nekaj vsaj studijskih posnetkov, ker
če želimo sodelovati na kakšnih večjih prireditev, vse posod rabimo studijske posnetke, da sploh lahko sodelujemo in zdaj imamo že kar nekaj načrtov, nekaj povabil, vendar smo tu v zagati, ko nimamo tega, tako da nekaj bomo naredili ziher na tem studijskem, bo pa verjetno tudi še kakšen videospot, radi bi eno malo hitrejšo, da pokažemo tudi to našo veselo plat. V bistvu smo sami veseljaki v tej skupini in nekako se čutimo tako, da res je fajn skupina, radi se družimo in želimo še naprej to prenesti tudi na naše poslušalce. No, verjamem, da vas druži predvsem dobra volja in prijateljstvo med vsemi vami, ne? Vsi ste dobri znanci. Ja, vse to je bistvo skupine, ko se ljudje razumejo, ko komaj čakajo, ne, bom rekel, vse je za naše domače verjetno malo problem, ne, ker nas skoraj noben vikend ni doma, ne, ampak ko veš, da greš v petek igrati nekam za presenečenje ali kakorkoli pač kam gremo, veš, kako me čakamo, da prijemo skupaj, da nekaj rečemo, ne. In to smo že večkrat tudi ponavljali, da so nas veseli, ko pridemo, ne, boljše pa so veseli, ko odidemo, ne. Ker se nas je težje rešiti. No, vi ste, večina vas je sodelovala v tamburaških skupinah že prej, ne? V Pika Poka ste bili tudi člani, ne? V bistvu smo mi ostali člani tamburaške skupine Pika Poka, ker tamburaška skupina Pika Poka deluje v okviru pod okriljem kulturnega društva Simon Gregorčič Velika nedelja in mi smo tam ostali člani. V bistvu je ta glasbena skupina Septima vzporedno in je bila ustanovljena samo z namenom, da lahko ustvarjamo svoje lastne komade. Ja. No, kdo so torej člani Septime? To pa smo pozabili. Vidva, Franc Kociper, Franc Magdič. Dominik Pongračič, potem Branko Žnidarič, Sandi Mesarec, pa August Mejcen Mlajši, pa potem še Edi Mertik. On pa je največji. Se kaj zaslužite kaj s tem svojim igranjem? Ali je to hobi? Glej, večinoma je hobi, ne, ampak je neko malenkost, ne, vse za te potne stroške, te malenkosti, ne. Je pa res, da smo kot društvo in glede na to, da imamo kar precej nastopov društvenih, je tudi dotacijo od občine dobimo, ne. A torej ste kot društvo? Društvo, imamo svoje društvo, kulturno društvo Ormož. Pod to deluje skupina Septima, deluje tudi skupina Holermos, ne, tako da smo mi registrirani kot društvo, drugače tako lažje tudi delaš, ne, in se tudi promoviraš, lahko tudi samo občina potem tudi te podpira lažje, ne, tako da delamo ne za neki veliki honorar, pač smo veseli, če nas povabi, ker tudi smo kar sodelovali na velikih koncertih, ne, tudi s temi večjimi dalmatinskimi klapami in v Ljutomeru, tu v Ormožu, ne, smo z Sveti Jure, Kampaneli, z Maslino, z vsemi temi klapami smo že sodelovali na večjih koncertih. Tako da nam je veselje to, da hodimo okrog, da ljudi zabavamo, neka malenkost za te potne stroške pa si potem vseeno tudi odvisno od ljudi, ne. In ravno zato je tudi kot društvo, da lahko tudi normalno računi stavimo. Zdaj, ko greš na nastop in staviš račun, je to odvisno je pa vse od dogovora z tistim, ki te povabi. Seveda pa je glasba tisto, kar vas torej druži, kar vas inspirira. Imate torej že kaj novih komadov, ki jih boste pripravili za svojo prvo zgoščenko? To je sedaj logična posledica, ne? To je nadaljevanje. Ja, za zgoščenko bo verjetno še malo preteklo časa, ampak ja, intenzivno iščemo, vsakodnevno prihajajo elektronska sporočila z idejami, kaj bi zdaj naredili, katere priredbe tudi znanih slovenskih pesmi bi dali, bi posneli, tako da je kar aktivno, kljub temu, da so bili dopusti, smo imeli na tem področju kar aktivno poletje. Ni enostavno, ne, tako pripraviti, potem izbrati. Ne, gledali smo, ne, da enih par posnetkov teh starejših skladb evergreenov, ne, ki so zanimivi, da bi probali neko svojo priredbo narediti in potem to tudi posneti v, bi rekel, ne, studijsko, pa potem se s tem tudi probati promovirati, da vidijo, da se da, ne vem, neki stari komad, ki je bil, ki ga vsi ljudje poznajo, ne,
da se da tudi narediti v tej izvedbi in malenkost vokalno, potem zraven popraviti oziroma malo dodati kako malenkost in to. Je pa res, ka v načrtu sigurno je kaki svoj komad, ne, tak je ta, ne, da ga posnamemo. No pa kdo od vas se ukvarja s komponiranjem, recimo, tako ob kakšnih večernih uricah? Ja, delamo na tem, ne. Zdaj, nekih posebej bi rekel, se napišejo note za določeno stvar, še posebej za dele, ki so problematični, ne. Večinoma delamo tako, da se zmenimo na vajah, se zapoje, ne. Ker so glasbeniki, se to da kar hitro urediti, ne. Da ni taki problem, zdaj nekomu mu zapoješ oziroma mu probaš razložiti, kaj bi radi od tega. Je pa res, da neke stvari pa morajo biti napisane, ne? In to večinoma bom rekel, ne, zdaj Dominik pa jaz, midva večinoma te stvari pripravimo, ne? In potem tudi na vajah se dogovorimo, ali treba kako spremembo narediti, ne hitimo. Bom rekel, z nobenim komadom ne hitimo. Tudi če delamo nekaj znanega, nekaj enostavnega, smo ga nikoli ne zaigrali na nastopu, da bi danes imeli vaje, jutri pa bi igrali. Tega smo ne naredili. Ker se gre za to, da mi na nastopu odigramo, kot je nam všeč, ne. Jaz vem, da je publiki potem všeč, vendar mi moramo narediti komad, ne. Tudi če imamo, bi rekel, prijemo na gostijo, pa je galama, ne. Mi s to galamo, ko zapojemo, jih določen del vtišamo, oziroma pridejo zraven, da nas čujejo, ne, ker mi dejansko na vseh teh nastopih delamo na suho, ne, bi rekel, brez nekega ozvočenja, pa brez vsega, ne. In to pomeni, če ni neke tišine, je stvar lahko problematična za tiste, ki poslušajo. Smo pa vedno tak, da opozorimo, ne, tiste, ki so neposlušni, da je to bila želja od nekoga, da prosim lepo, če bi prisluhnili temu. Kje pa imate vaje običajno? Kje se zbirate? Vaje imamo pri Veliki nedelji v sobici spodaj v kulturnem domu, v zadružnem domu, kako mu pravijo tam. Zbiramo pa se praviloma enkrat tedensko, če pa so kakšni večji nastopi, pa tudi po dvakrat. Se tudi v Ormožu dobimo v kakem prostoru, tako da načeloma pri Veliki nedelji, drugače pa kje je potreba, tudi pogosteje, tudi pri kakem v kleti, pa tako. So priložnosti, ne, verjetno jih ne zmanjka. Verjamem, da bo posledica vsega tega vašega dela in aktivnosti najbrž tudi kakšen samostojni koncert kmalu. Vsaj pričakujemo ga. Ja, razmišljamo o tem, tudi pogovarjamo se kar precej o izvedbi koncerta. Lani ga nismo imeli, imeli smo ga predlani. V bistvu je s temi koncerti tako dosti dela, sama obveznost do države, SAZA za ne vem, kaj vse moraš v bistvu pripraviti, plačati, stroški so na koncu, od tega nekaj dosti ne ostane. Seveda bomo ziher naredili, zdaj če ne letos, bo v naslednjem letu, ker bo že kar, pa mislim, da bo to takrat že tudi nekaj več lastnih skladb. In seveda tudi ponavadi na take koncerte povabimo nekega gosta, ki še bi dodatno potegnil tudi naše gledalce. Je pa tako, drugo razmišljanje, ne, da za svoje poslušalce moraš poskrbeti, ne. Je pa vedno pri tem glavni problem finance. Ja, to je povsod tako. Ja. Dobro, ne glede na vse te težave, vam radi prisluhnemo. Pravzaprav pa veliko nastopate, ne? Lepše je nastopati že na eni organizirani prireditvi, kot se ukvarjati s organizacijo, ne? Ja, tam nimaš, ti stroški odpadajo, ne. Če si jih povabljen kot gost, je dosti lažje in spet imaš določeno publiko, ki te mogoče ni videla. Tu v domačem okolju nas ljudje poznajo, mogoče kje drugje, ki pa še te ne poznajo, pa prideš, se pokažeš. Ponavadi, vam bom rekel, v večini so ljudje presenečeni, velikokrat nas zamenjajo za Dalmatince, zdaj še smo jih malo zmešali s tem, ko smo oblečeni v mornarske majice. In dokler naš
frontman, kot je Sandi, ne spregovori prvih besed, misli, da smo Dalmatinci. Pa je bilo že tudi vprašanje, kako ta Dalmatinec ve tako dobro prleško. Ja, kdo je pravzaprav vodja skupine? To pa nismo povedali. Vodja glede same skupine smo, tako kot je bilo že pri tamburaški skupini Pika Poka, nam je ostal Sandi Mesarec. Kot društva sem pa predsednik jaz, se pravi te zadeve od papirologije, financ, pri financah mi pomaga še Dominik Pongrečič, Franci je pa tajnik. Pa tudi verjetno strokovni vodja, ne, na nek način oziroma. Ja, mi imamo kompromise, sklepamo, ne, določene stvari so res, da so jih treba nekaj predelati, pa ne vem kaj, ampak delamo pa, bi rekel, izključno tisto, kaj se nam dopade. Ne delamo nekaj na silo, ne da bi jaz nekaj vztrajal z nekim. Je pa res, da se popravijo stvari, ki jih je potrebno popraviti, ne. Tako da tudi vokalno, če kaj pač ne štima, se stavimo, rečemo, glej, tak pa tak treba zapeti in to ni noben problem, ne. Potem z njihove strani, da ne bi tega vzeli za svojo, ne. Naslednji nastop torej na proslavi krajevne skupnosti, potem dalje do novega leta, martinovanje seveda bo kmalu, tudi tam ne boste gotovo zmanjkali. Že prej imamo že v sredo imamo en nastop, ne, na Malejko gor ima zavarovalnica Sava, trgatev, tako da tam popoldan igramo, v petek smo potem tu, sobota je spet gostija, tako da Dela več kot dovolj. Dela več kot dovolj. No, v glavnem, Ormožani smo ponosni na vas. Verjamem, da tudi vsi tisti, ki to danes poslušajo. Za konec si bomo torej ogledali še en videospot, ki ste ga posneli s skupino oziroma z ansamblom Štrk. Veliko uspehov vam želimo, se vidimo. Hvala. Če ne prej, takrat, ko boste posneli naslednji videospot in ga boste prišli predstaviti. Hvala lepa za obisk v našem studiu in srečno. Hvala, srečno. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, toliko za danes, za konec seveda še en videospot, sicer pa vse dobro vam želim do prihodnjič in naj povem, da bo naslednja naša gostja Urška Mavčič, govorila pa bo o načinu promocije takšnih in podobnih izdelkov. Srečno, do prihodnjič. Potica in kuhano vino in cimet, ki boža bližino, prijazen nasmeh in toplina. Družina, 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 na smrečici svečke migljajo, stekline se krogle smehljajo in zvonček ob jaslicah poje. Lepo je, lepo je, lepo je. Božična noč, božična noč, ljubezni raje je Gospod, ljubezen srcu daje moč. Razpirajo angeli krila in zvezda se je utrnila. V oznanjanju stare novice, hvaležnim pastirjem drobnice, na smrečici svečke migljajo, stekline se krogle smehljajo in zvonček ob jaslicah poje. Lepo je, lepo je, lepo je. Božič